Ker sem prevzel dolžnosti predsednika vlade v času, ko je svet in z njim naša država zdrsnila v hudo gospodarsko, finančno, socialno in moralno krizo, težko ocenim, koliko ima pri okrevanju in pri zdrsu v krizo odgovornosti vlada in koliko drugi deležniki. Tako kot ne bi tvegal trditve, da je zdaj v največji meri za okrevanje odgovorna vlada, tako tudi takrat v celoti nisem mislil, da je v celoti odgovorna za zdrs v krizo. Vsi na nek način participiramo pri teh velikih prelomih, takrat, ko gre zelo sunkovito navzdol, kot je šlo leta 2008 in 2009, ko je prišlo do največjega krčenja svetovnega gospodarstva, kot tudi zdaj, za večjim upanjem in optimizmom, ne brez skrbi, celo ne brez strahu, gledamo na zelo spodbudne statistične in druge kazalce, ki govorijo o tem, da Slovenija okreva. Okreva svetovno gospodarstvo, okreva evropsko gospodarstvo in okreva slovensko gospodarstvo, pri čemer ni slabo, da so novice glede okrevanja evropskega gospodarstva nad pričakovanji in da je znotraj teh spodbudnih novic o okrevanju evropskega gospodarstva še zlasti na vrhu Slovenija. Slovenija, država, ki je leta 2008-2009 beležila najnižjo stopnjo, največji padec gospodarske rasti, to je bilo 9%, beleži danes najvišjo napoved za gospodarsko rast v prihodnjem letu. Slovenija je, tako menim osebno, gospodarsko okrevala v zadnjih letih zato, ker ste bili sposobni vaše produkte, storitve, uspešno lansirati na evropski in svetovni trg. Ker ste se zelo dobro vključili ne samo v porast domače, ampak zlasti evropske in svetovne potrošnje. V tem smislu torej želim izreči hvaležnost za vašo podjetnost, za vašo poslovno vizijo, za vaš poslovni pogum. Pri tem ni nepomembno, da bi vse to razumela in dodatno spodbujala država. Čeprav nisem predsednik vlade, države si dovolim reči, da je nekaj od pričakovanj slovenskega gospodarstva do slovenskih oblasti upravičenih. Mislim, da je prav v teh razmerah, ko vendarle lahko za dokazi pokažemo na to, da Slovenija gospodarsko okreva, da so tudi napovedi za prihodnje leto in dve obetavne, da nas torej ne sme biti strah nekega nenapovedanega gospodarskega zloma. Tiste okoliščine, v katerih bi vlada in socialni partnerji, tukaj mislim na delodajalce in zlasti na sindikate, na nek način morali razumeti izjemnost tega trenutka, ko bi moralo priti do nekega novega socialnega dogovora, ki bi pomenil nadaljevanje in trajnejše okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je možno samo pod pogoji, da ste konkurenčni doma in na svetovnem trgu, kar pa seveda ni mogoče, če ne pride do nekaterih sprememb, ki bi jih razumeli kot dolgoročne koristne za njih tudi sindikati in zaposleni. Tukaj v prvi vrsti mislim na trg dela. V svetovnem merilu, ne samo slovenskem, je v porastu prekariat. Mi ga še vedno razumemo kot nek devianten pojav na trgu dela, dejansko pa postaja nuja po fleksibilizaciji, po elastičnosti delovnopravne zakonodaje ena od najbolj pomembnih zahtev in pričakovanj, ki jih sme imeti sleherno razvito gospodarstvo tudi slovensko. Problem je, da tukaj vlada neko temeljno nezaupanje med delodajalci in sindikati, ko gre za vprašanje pravic, ki jih imajo zaposleni glede na spremenjene razmere na trgu dela. Vi najbolje veste, zlasti tukaj v Podravski regiji. Namreč, Podravska regija je zanimiva zaradi dveh statističnih podatkov. Dejstva, da imate v tej regiji največ podjetij, mislim, da jih je 26 000,
in da imate največ podjetij, ki pa ima zelo malo zaposlenih. Praviloma je v vaših podjetjih statistično vzeto zaposlenih manj kot 5 delavk in delavcev. V Podravju, kljub sicer večini slabih statističnih kazalcev v odnosu do slovenskega povprečja, dejstvo, da je ta regija po številu podjetij druga med vsemi v Sloveniji, da je to en kazalec, ki bi ga lahko upoštevala do neke mere tudi vlada. Ne mislim, nisem zagovornik tega, da bi vlada imela posebne poslovne iniciative v določenih regijah. Izjeme smo naredili, kot se spomnite, v času Drnovškove vlade za Zasavje, v času moje vlade za Pomurje. Bili so dobri in slabi učinki tega. Mislim pa, da bi lahko z večjimi ali manjšimi pomočmi, dovoljenimi državnimi pomočmi, spodbudila investicije, zlasti pa, kot sem dejal, uredila nekatere temeljne delovnopravne ureditve tako, da bi delodajalci, torej zaposlovalci, z večjo, torej elastičnostjo sprejemanja in odpuščanja lažje sprejemali tako odločitve. Zdaj, na kratek rok razumem skrb sindikatov. In na zboru sindikatov ne bi nič drugače govoril, kot govorim danes pred vami. To sindikati dobro vedo in tudi cenijo. Tudi tam skušam pojasniti, da ta prekariat, ki je zdaj, ne more biti slabši, kot je, ker je neurejen. Neurejen je za delodajalca, neurejen je za zaposlenega, za delavca. Bolje je, da se uredi fleksibilnejša delovnopravna zakonodaja in da se ljudem, ki bodo morda krajši čas delali za enega delodajalca, pa imeli možnosti zagotovljenih socialnih pravic, ki zdaj nimajo, z možnostjo hitrega prezaposlovanja do drugega delodajalca, da je to na dolgi rok edina prava rešitev, ki bo vodila do tega, da boste gospodarstveniki, delodajalci ohranili konkurenčnost in da bodo delavci, ki bodo zaposleni pri vas, socialno varnejši, kot se ta hip počutijo. Skratka, ob tej priložnosti, ko se vam zahvaljujem za to, da ste z vašimi poslovnimi odločitvami, pogumom, drznostjo, inovativnostjo, razmišljanjem izven običajnih okvirov prispevali k prodoru vaših produktov ali storitev na domačem in tujem trgu, za prispevek, za bistven prispevek k okrevanju slovenskega gospodarstva, čutim kot predsednik Republike dolžnost, da se zavem, da ima na drugi strani država odgovornost, da zdaj v najbolj pravzaprav lepem ali pa hvaležnem trenutku po nekaj letnem okrevanju in ko kaže, da se to ne bo ustavilo jutri, v bistvu v enem konsenzu, morda po volitvah, prihodnje leto, med socialnimi partnerji doseže nekatere pomembne spremembe pri odpravljanju administrativnih ovir, pri povečanju iniciativnosti za večje investicije in zlasti pri delovnopravni zakonodaji, ki vam bo dala še več poleta.